kako so komunisti po vojni umorili priljubljenega duhovnika na Koroškem. Matej Krof se je rodil 9. septembra 1916 v Lokovicu blizu Prevalj ob današnji slovensko-avstrijski meji. Krof je odraščal in deloval na majhnem območju zgodovinske Koroške, ki je brez plebiscita po prvi svetovni vojni pripadlo Jugoslaviji. Izhajal je iz številčne družine kot 10. od 11 otrok, v Mariboru pa je vstopil v bogoslužje in bil 6. aprila 1941 posvečen v duhovnika. Kmalu po novi maši je bil skupaj z drugimi štajerskimi duhovniki med nacistično okupacijo pregnan na Hrvaško. Po vojni se je lahko vrnil v mariborsko škofijo, kjer je najprej prevzel upravo župnije Ojsternica nad Dravogradom, 15. novembra leta 1947 pa je postal župnik v Črni na Koroškem. Domači verniki so mladega, vedno nasmejanega duhovnika hitro vzljubili in prav njegova priljubljenost je kmalu pritegnila pozornost povojne komunistične oblasti, ki je bil vse večji trn v peti, zato so ga večkrat zasliševali. Sovražnost do mladega duhovnika se je stopnjevala in dosegla vrhunec 23. maja leta 1950. Tistega dne je šel Krof krstiti otroka na podružnico Svete Helene v Podpeci, proti večeru se je vračal v Črno, kjer bi moral voditi šmarnično pobožnost, vendar ga farani niso nikoli dočakali. Komunisti so ga najprej pretepli, nato pa porinili po skalah, da bi lahko v uradnem poročilu zapisali, da je padel in se smrtno ponesrečil. Faranom je bilo takoj jasno, da za smrt njihovega župnika stoji neizvoljena ljudska oblast, ki je povrh vsega poskrbela še za strog nadzor nad dogajanjem in pogrebnim sprevodom.